Lepo pozdravljeni na dogodku, ki smo ga skupaj poimenovali Nepozabna poezija, pridobljeno s prevodom. Moje ime je Maja Šučur in bom nastopala v tem pogovoru v vlogi moderatorke. V čast mi je, da sta ob meni Srečko Fišer, dramatik, gledališki lektor, ampak danes predvsem v vlogi prevajalca. Dolga prevajalska kilometrina od Virginije Woolf, Eka, Shakespearea, Ishigure in še bi lahko naštevala, ampak danes smo tu zaradi kanconjera Francesca Petrarke. Dobrodošli, gospod Fišer. In zraven v najini družbi Martina Ožbot, predavateljica na ljubljanski italijanistiki in zagotovo ena naših najbolj uveljavljenih prevodoslovk. Dobrodošli. Dobivamo se v mogoče malo nenavadnih časih, ne ciljam toliko na epidemijo, kot na čase, v kateri, če strnem, so domače knjižnice vse manjše, vse krajše. Francesco Petrarca je bil človek, ki je v svojih pismih znal napisati: knjig mi ni nikoli dovolj. Izpričano je, naj bi njegova domača knjižnica obsegala okrog 400 knjig, večinoma v latinščini, nekaj v grščini, eno samo, menda v italijanščini. Pomagajte mi mogoče malo razjasniti, kakšen človek je bil Francesco Petrarca, skratka, je bil to zapečkar, je bil to falot, gospod Fišer, in v kakšnem času je pravzaprav ustvarjal, gospa Ožbot? No, bi rekla, da zelo poseben človek, gotovo človek svojega časa, pa tudi človek, ki je ta čas presegal. O njem vemo na neki način razmeroma dosti, po drugi strani pa malo, seveda, ne. Vemo dosti, ker pač lahko dosti izvemo iz njegovih del. Nekaj vemo o njem že, če opazujemo njegov jezik, kako je pisal. Bil je človek, ki je bil pravzaprav mogoče kot osebnost ne tako zelo simpatičen kot kakšen drug italijanski literat, recimo, če vzamemo kakšnega Boccaccea, ki se nam kaže kot zelo, zelo simpatična osebnost. Skratka, Petrarca je bil zanimiv, vsekakor. Bi radi šli z njim na kavo, ni nobenega dvoma. Ampak vendarle, človek je bil zelo zagledan vase. Tudi Dante je bil zagledan vase, ampak hkrati tudi v svet. Dante je bil zelo demokratičen. Dante je pisal večinoma v vulgarnem jeziku, se pravi v italijanščini, florentinščini, toskanščini. In to v bistvu z enim pomembnim namenom, da bi dejansko ta beseda v ljudskem jeziku prišla do čim širših množic. Petrarca teh ambicij ni imel, njemu ni bilo prav preveč do širših množic, njemu je bilo do samega sebe in svojih krogov in tako naprej. In tudi z tega stališča je pomembno, da je pisal večinoma v latinščini. Canzoniere je pač ena njegovih redkih stvari, po katerega danes seveda večinoma poznamo, ne? Ampak on je bil dejansko človek latinščine in celo recimo opombe, opaske k temu tekstu, ki jih najdemo v njegovem rokopisu, tem znamenitem Vatikanskem 3196, ne. Tudi te opombe so v latinščini. Se pravi, on je v vulgarnem jeziku pesnil, ampak večinoma verjetno zato seveda, da je hotel izpovedati, kar je pač izpovedal. Ampak večinoma tudi zato, ker se je želel vključiti v pomembno tradicijo, ki je takrat že obstajala, seveda, pesnjenja, ljubezenskega pesnjenja v vulgarnem jeziku. Skratka, bil je človek ambicije, seveda zelo refleksiven človek, ne. To, kar piše, ni samo zgodovina, čeprav zgodovina ga je zelo zanimala, predvsem stara zgodovina, rimska zgodovina in tako naprej, kot je razvidno recimo iz Afrike, njegovega epa. Ampak v bistvu bil je človek samozagledanosti. Ne nujno, seveda, izrazite egocentričnosti v nekem negativnem smislu, ampak vsekakor človek refleksije, človek introspekcije, pač človek, ki je bil dejansko osredotočen sam nase. To bi rekla za začetek. Ni bil popolnoma pasiven, seveda, ne. On je bil tudi med drugim tudi nekakšen diplomat, ne. To so bili seveda časi, ko je papež stanoval v Avignonu. In on tudi, ne? In on tudi, ja, čeprav je potem seveda iz Avignona bežal v to svojo Vaucluse, zaprto dolino, ki je bila njegov locus amenus, ne, skratka kraj, dom njegove duše, ki se ga da najti tudi na kakšni vinjeti, ki je zraven dodal k svojim rokopisom.
Je tudi, čeprav kar se Zapečkarstva tiče, seveda je bil pretežno, kot tako se zdi, kontemplativen človek, je pa tudi potoval. Je precejšen del Evrope je prepotoval v takih in drugačnih diplomatskih misijah. V bistvu, tako da je nekako to ambivalentno. Je bil zaprt, introspektiven, pa tudi ne. In ta njegova ljubezenska lirika je Bog ve, če je to izpoved, kot jo danes razumemo, od romantike naprej. No, gotovo je konstrukt tudi, izrazito konstrukt, sigurno. Je to projekt, ki pa seveda, kjer je on kot perfekcionist, on je bil seveda, kot si rekla, humanist, se pravi, njegova vira je bila, on je verjel v izrazno moč latinščine. To je pa ta ljubezenska poezija, na nek način je tudi res se hotel v tem vključiti zdi se, v ustvarjanje neke literature v ljudskem jeziku. In tu je dejansko mu to v veliki meri uspelo, da je postal standard lirske poezije, ne samo italijanske, ampak kar evropske. A vas lahko, gospod Fišer, prosim mogoče za eno uvodno branje, da mogoče malo nam približamo to njegovo ljubezensko ali pa izpovedno ali pa na nek drug način izpovedno poezijo? To je sonet številka 74, ki ima to temo pisanja in kako je zanimivo, ker on vedno mir naprej o istih stvareh piše in vendar mu uspe, da je vedno drugačen. Zanimivo je, to je seveda, te pesmi so po večini namenjene njegovi Lauri, obče znani Lauri, o kateri se še vedno trajajo debate, ali je sploh obstajala, kdo je bila, ali je obstajala in tako naprej. Ampak mogoče je uvod brez potrebe. Utrujen sem že misliti, kako da se misel moja misliti vas ne utrudi, da ne pustim življenja in zbežim od hudih tegob bremen, ki mi nalaga jih usoda. Kako da za lase, lice, lepe oči ostane zmeraj dovolj in na pretek besed jezika, kako da njih podoba zmeraj misel mika in glas imena vašega nočno klicanje. Da moje noge niso trudne in boleče sledenja sledi vaši vse povsod in zmeraj, korake venomir v nemar trateče. Da vedno je dovolj črnila in papirja, da z vami polnim ga, a če zmorem jasnine premalo, kriv je amor, ni hiba veščine. Hvala lepa. Canzoniere je nastajal skoraj 50 let, tam nekje od njegovega 30. leta pa skoraj do konca življenja. Komu je bila ta knjiga pravzaprav namenjena? Pisana je bila, tako kot sta že omenila, v vulgarnem jeziku, skratka v italijanščini, ampak komu je bila namenjena, a je bil to nek bestseller v tistem času? Išla je sicer ne v knjižni obliki 100 let po avtorjevi smrti, ampak koga je imel v mislih, ko je pisal? V uvodnem sonetu pravi, vi, ki poslušate, to se pravi, on to nekako interpretira lastno zbirko kot nekakšen Bildungsroman, kako zgodbo njegove ljubezni, mladostne zablode, spregledanja in tako naprej. Ampak vse to je treba jemati z rezervo, ker on tudi svoje pesmi imenuje drobiž, naslov njegove zbirke je Rerum vulgarium fragmenta, se pravi drobci v ljudskem jeziku. To nekako minimalizira, kot da so to malenkosti. Dejansko je dajal večji poudarek svojemu spisju v latinščini, ampak po drugi strani pa vemo, da je on te svoje pesmi pil res dobesedno celo življenje, skoraj dobesedno do zadnjega dneva svojega življenja. Tudi obdeloval tudi tiste, ki so bile zgodnejše, pa spreminjal kompozicijo zbirke, ker zbirka je zelo izrazito komponirana, to ni kar tako nek nabor tega, kar je napisal. Namenjena, potem je
kako bi rekel, komu je namenjena? Namenjena je pravzaprav tistim pravi, ne, ki jim je bila dana izkušnja ljubezni, ki je gotovo najbolj univerzalna človeška izkušnja. In on tukaj s to svojo izkušnjo daje na vpogled, pa kako je, in skratka iz tega lahko presodimo, da je on to mislil in namenil vsem. To je bil tudi del projekta ustvarjanja italijanske literature. Zdaj, lahko bi bili še bolj precizni, ne, pa rekli, da piše, ko napiše vi, ki poslušate, ne, to se pravi, da je namenjena poslušalcem, dejansko pa je to je že moderna poezija v tem smislu, da je prvenstveno napisana. Čeprav je seveda zelo velik delež tu in pomemben delež je zvočni, ampak vendarle je to že poezija, ki je namenjena branju v pisani obliki. Namenjena pa je vsem. Ve se, da je potem on da je to potem s prijateljem pošiljal tudi že medtem, ko je nastajalo, v rokopisni obliki, kot ste pa rekli, izšlo pa ni tja do zgodnjega 15. stoletja. Ampak kdo je pravzaprav v 14. 15. stoletju bral? Ne? Kdo so bile ali so bile to množice, ali so bili to določeni sloji? Prav množice najbrž jih niso bile, ne? Gotovo je imela zbirka pisana v ljudskem jeziku večjo publiko, kot je imel, ne vem, ep Afrika, z katerega je dobil tudi. On je dobil tudi naslov lavreata, ne? To se pravi, da on je bil že za življenja popularen, znan. To je vedno treba jemati z rezervo, če govorimo o človeku, ki je bil znan v 14. stoletju. Ne. To ni današnja pop zvezda, ne, ki se mu ne moreš izogniti, tudi če bi hotel. Ne. To se pravi, poznali so ga pač tisti, ki so bili pismeni, ki so imeli toliko in toliko kulture, ampak kljub temu pa več kot recimo njegovo latinsko bralstvo, ki je bilo sicer deležno po njegovem boljše materije, ne? Ampak tu je, kako bi rekel, tukaj je zavestno šel ta lirski moment, ne? Lirski moment je to je odraz njegovega humanizma, ne? Tu, po moje, da se mu je zdelo to, da je ta človeška izkušnja, da je vendarle tisto nekaj, kar je zelo pomembno in da je o tem velja pisati, in o tem je pisal. Pisal je pa o svoji, ne. Ampak dejstvo pa je seveda, da postane ta poezija vendarle razmeroma pač znana in tudi pomembna šele v začetku 16. stoletja. Ne. Mislim, da leta 1501 pride do te znamenite izdaje, ki jo je pripravil Pietro Bembo, to je bil znameniti italijanski avtor, tudi, dajmo reči temu, teoretik jezika, marsikaj drugega, še tudi kardinal sicer, Benečan, ne, in v znani tiskarni Alda Manuzija v Benetkah, se pravi ne prav daleč od nas, izda Manuzijo, torej v svoji tiskarni izdajo izpod peresa Pietra Bemba in ta izdaja postane potem klasična oziroma bistvena. Prvič, ker je to tisk, ne, seveda, ni več rokopis, ampak tudi zato, ker dejansko gre za neko, recimo temu, če se temu da tako reči, kritično izdajo, se pravi, ne. Bembo je bil sicer Benečan in kot Benečan je verjetno čutil malo več potrebe potem, da se ta jezik, ki ne bi postal standardna italijanščina, dejansko zapiše, standardizira. Florentinci, Toskanci te potrebe niso čutili, oni so ta jezik živeli, ne, vključno s Petrarko. Bembo kot severnjak in kot intelektualec tudi jezika, ne, je pa to potrebo čutil in dejansko pripravil za natis to zbirko. In takrat naprej se, rečemo temu, ta srečna usoda Petrarke pravzaprav razmahne, ne, in takrat to postane neka osnova za to, da pride do ene močne recepcije Petrarke, ne samo v Italiji, ne, kjer seveda je jasno pomemben in, kot pravi Srečko, do neke mere znan, ampak verjetno ne čisto v vseh
zelo širokih krogih, ne, kot tudi Dante je bil sicer posvojen, ne, zelo hitro, ampak vendarle tudi on do tega časa ne tako zelo znan, no Dante malo bolj, ker je bil tudi interpretiran, ne, kot vemo, Boccaccio je bil njegov interpret in tako naprej. Ampak vendarle s Tiskom in z Manucijem in z Bembom postane Petrarka res nekako, če se da temu tako reči, zvezda, ne, in zelo hitro tudi sprejet v druge kulture, recimo v angleško kulturo, ne. Thomas Wyatt je tak zelo znan angleški pesnik, ki pač potuje v Italijo, diplomat, tudi podobno kot Petrarka diplomat, seveda poznejši, 200 let, ampak ki zelo pač se naveže na Petrarkovo poezijo, jo sprejme in začne pač tudi sam pesniti sonete in prenesti to stvar v pač v angleško kulturo, literaturo in podobno še v nekatere druge evropske kulture. Tako da v bistvu mislite, to je en tak preboj s Tiskom in z pač Manucijem postane Petrarka res dostopen, ne. Toliko mogoče. Seveda to ni bila prva knjižna izdaja, je pa bila tista, ki je bila pomembna, ne, ki je dejansko ustoličila Petrarko kot zgled lirske poezije, italijanske lirske poezije in preko tega je potem on pa dejansko v teh intelektualnih, recimo literarnih krogih postal evropska zvezda, ne zgolj italijanska. In najdemo odmeve to povsem od Montaigna pa do Ronsarja, seveda, ne. Pri Shakespeareu seveda. No tako recimo za Shakespearea je bistven, ne, če ne bi bilo te recepcije preko Thomasa Wyatta, ne, vprašanje, kako bi pač, kaj bi Shakespeare pisal, pač v bistvu Shakespeare je sonetist, poznamo ga seveda jasno kot dramatik, ampak zelo pomembnega sonetista in zanimivo je tukaj, da je Srečko tako posrednik Shakespearea kot posrednik Petrarke, ne, v slovenski prostor, ne, tako da in moram reči, že zdaj naslov tega pogovora je Nepozabna poezija, ne, ampak treba reči, da to so tudi nepozabni prevodi, ne, vsekakor. Ne bomo rekli kot poezija, ne, Srečko je pač seveda za nas pomembnejši od Petrarke verjetno, ampak vendarle za njim, ne, ampak vsekakor za slovensko poezijo izjemno pomembno, za slovensko literaturo, tako da dejansko je redek primer, bi rekla, tega, da imamo tukaj mediatorja v slovensko kulturo za oba ta velika pesnika, ki pa sta med sabo izjemno povezana, ne direktno, ker pač jasno, da nista sodobnika, zelo dolgo časa ju loči, ampak vendarle z zamikom pride sonet tudi v Anglijo in preko Anglije v veliki meri v evropski prostor, ne, seveda. Če smem en korak nazaj in potem gremo takoj do vloge gospoda Fišerja, ampak kakšna pa je bila vloga Petrarke v slovenski poeziji v preteklosti, skratka ciljam predvsem na, ne vem, nek stik s Prešernom in potem nadaljevanje v slovenski liriki? No, ta vloga je bila nedvomno odločilna, ne, to seveda ne, ta Petrarkova vloga tovrstna ni bila odločilna samo v slovenski poeziji, ampak mi lahko za svoje rečemo, da je bila absolutno odločilna. Ker je navsezadnje tu lahko najdemo sledi pri Prešernu zelo jasno vidne. Nekateri soneti se očitno naslanjajo na Petrarko. Zdaj to ne pomeni naslanjanje v kakorkoli slabem pomenu besede, ampak da nahajajo tam način pesnjenja, tudi formo, kjer je Prešeren zelo strikten. In nekako Prešernu je bil Petrarka zgled tudi kot klasik. Prešeren je hotel biti klasik je tudi postal in pri tem mu je bil Petrarka pravzaprav tudi v precejšnjo pomoč. Treba je seveda priznati, da tu ni bil samo Petrarka, ampak tudi Tasso, ne, pomemben za Prešerna, ampak danes govorimo o Petrarki, to se pravi tisto pa kdaj drugič, kolikor že ni bilo povedano. Skratka, za slovensko poezijo izjemno pomemben. Vemo, da je tako rekoč sonet, tako rekoč kanonična forma slovenske poezije, če je le katera, ker od Prešerna naprej se pišejo soneti, pravzaprav rekel skoraj, da ni pesnika slovenskega, ki ni pisal sonetov, tudi nekateri tudi zelo uspešno. Tako da tukaj je Petrarkov vpliv seveda zares odločilen. Zanimivo pa je, da recimo Prešeren, ki se je poskušal tudi v prevajanju, ne, je prevajal na primer Byrona, pa je prevajal Bürgerja, pa da se ni poskušal v prevajanju Petrarka.
Bog ve zakaj. Mogoče ga je nagovarjal drugače, mogoče tako prevajal pa je Petrarka Stanko Vraz, ki je bil Prešernov nekoliko mlajši sodobnik, znan po tem svojem tako imenovanem odpadništvu, ne, ki je bil seveda dovolil sem si, da v opombi tukaj tudi en Vrazov prevod citiram v celoti, ker mislim, da je bil človek izjemno talentiran, da je velika škoda, da ni tega naprej delal, te stvari so ostale v rokopisu. Vraz je takrat pripravljal en zbornik, ki potem ni izšel. No. Ampak hočem reči, da mi smo imeli prevajalca Petrarka že v zgodnjem 19. stoletju. In to takega, ki recimo je zelo veliko obetal, potem pa žal šel po drugi poti in to prevajal v hrvaščino potem. In to dobro. V preteklosti smo vsaj poezijo Petrarkovo brali predvsem prek Gradnika in predvsem Capudra. Nista prevedla sicer celotnega kanconjera, ampak kako vidva ocenjujeta te njune ali pa predvsem Capudrove prevode? A smo nujno potrebovali nove, kakšnem položaju smo bili, preden je nastal ta prevod? Boš ti kaj rekla? No, nujno ni bilo, ne? Ne, nujno samo Prav nujno ni bilo, ne? Bi preživeli tudi brez Petrarke v celoti, ampak je dosti lepše s Petrarko. In zdaj pa sploh zelo lepo z novim Petrarko, tako da prav nujno to ni bilo, je pa zelo dobro došlo, tako, no. Pač v bistvu prevajali so res, kot pravite, knjižno, ne, najprej Gradnik, mislim, da je prva, torej njegova zbirka šla leta 1954 in to je bil velik dogodek. Se tudi danes se ne pač natisne ogromno zbirk poezije, predvsem ne klasične, ne, ampak vendarle je produkcija neprimerno pač večja, ne. Takrat je bil to pač res eden vrhuncev, ne, verjetno ne samo leta, ampak celo obdobja, recimo, ne. Tako da to je zelo pomembno bilo, jasno. Zatem Capuder parkrat, ne, enkrat v Kondorju, mislim, da leta 80, potem pač pri Mihaelaču zadnjo izdajo, mislim, da 95. Vse te stvari, pa Zlobec recimo tudi nekaj sonetov, tudi uspešno bi rekla, ne, ampak ne v knjižni izdaji. Vsi ti poskusi so izjemno pomembni in v bistvu nobeden ni takšen, da bi rekli, je danes za odmet, nas ne govori, ni uporaben in tako naprej. Seveda so pa vsi bolj ali manj, vsi zelo različni, vsi so produkt svojega časa, otroci svojega časa in seveda v tem smislu in ne samo svojega časa, tudi svojih torej različnih poetik prevajanja. Ti trije prevajalci so vsi zelo pomembni za slovensko literaturo, ampak vsi zelo, zelo različni, seveda, ne, z zelo različnim pogledom na prevajanje, na jezik, z zelo različnimi tudi komplementarnimi dejavnostmi, če tako rečemo, ne. Gradnik seveda tudi sam zelo pesnik, ne, Capuder bolj profesor, ampak tudi z velikimi ambicijami pesniškimi. Srečko baje nekako, kako bi se temu reklo, skriti pesnik, ne, baje ima zelo veliko predalov, ti predali so kar tako precej šprica ven, ne, in tako naprej, tako da v bistvu vsi imajo pesniške ambicije, no, šalo na stran, ne, ampak dejansko so si zelo različni, ne. Zdaj, pri Gradnikovem prevodu mislim, da je težava danes predvsem ta, da nam deluje nekoliko zaprašeno, ampak to je precej običajno, vendarle je to prevod, ki je nastajal pred 70 leti, recimo, ne, celo več, on je pač objavljal tudi že te zadeve leta 40, ko je šla njegova znamenita italijanska lirika, ne, antologija italijanske lirike, ki še danes velja za izjemno pomemben izbor, ne. Tako da gre za človeka nekega drugega časa, ni dvoma, ne, ampak vsekakor izjemen prevajalec in pač izjemno dejanje, da je pač prevedel Petrarko, kot rečeno, bi rekla, da je nekoliko zastarelo, ne. Zdaj, Capuder je bil seveda človek čisto drugačnih ambicij, ne, imel je za sabo že prevod Danteja, ko se je pripravil na to, da prevede Petrarko, to je bila pač neka formacija, neka šola, gre sicer za dva zelo različna pesnika, Dante in Petrarko, ne, ampak Capudrov slog oziroma Capudrova prevajalska poetika je v bistvu neko, če se temu da tako reči, neko staranje, neka arhaizacija, no, se arhaizacija je tudi deloma pri Srečku, se mora biti, če se temu lahko tako reče, ampak pri njem je zelo patinirana.
Srečko vendarle nagovarja sodobnega bralca. Ta današnji prevod je seveda tak, da kaže, da gre za neko besedilo, ki verjetno ni nastalo danes, ne? Mislim, torej, izvirnik ni nastal danes, to hoče biti, če prav razumem, ampak vendarle je izjemno komunikativen do današnjega bralca. Gre dejansko za besedilo, ki nagovarja nas danes, ne? Tudi to delo profesorja Capudra je seveda takšno, ne? Ampak vendarle gre za eno arhaiziranje, mogoče včasih tudi celo za veliko približevanje Prešernu, tudi to pač ambicijo on ima, tudi v svoji poeziji recimo, ne? V rimskih sonetih, ki so šli bistveno pozneje, ne? Tako da v bistvu Capudrov prevod je markiran zelo časovno, ne? Mogoče je prevod, ki skuša Petrarko na neki način pač postarati, glede na današnjo perspektivo, ne? In tega ta prevod, nov prevod ne počne. Ta prevod je izrazito, če se temu lahko reče, prevodu pač klasika, ne? Izpred 700 let, prevod je izrazito komunikativen. To mislim, da so te razlike. Vsi prevodi so izrazito pač pomembni, bi rekla, ne? Ampak ta nas nagovarja na poseben način, ta, ki ga danes predstavljamo. Mislim, da v tem je ta velika vrednost, pa tudi mislim, da se pozna, no? Da je Srečko Fišer se s tem ukvarjal res na zelo dolgi rok. Dejansko, da je to zelo premišljeno, pač, da gre za pač eno tako zelo zrelo dejanje. No? Se mu bomo še tudi podrobneje posvetili, ampak mogoče sem hotela najprej samo vprašati, kaj pravzaprav pomeni za eno nacionalno književnost, za eno slovensko književnost, da dobi en tak kapitalen prevod. Ogromno. Kaj smo pridobili in na simbolni in še na kakšni drugi ravni? No, nobena književnost se ne more razvijati sama iz sebe, ne? Tudi velike književnosti, v katerih je danes in vedno prevajanje manj pomembno, ne? Ker imajo več lastne produkcije, nobena književnost ni nastala sama iz sebe. To je popolnoma nemogoče in to se mi zdi tudi zelo povedno, kar je Srečko prej rekel o Prešernu, ne? Da je nekako se naslanjal na Prešernega, recimo imitiral, ne? Ampak ne v slabem smislu. In to dejansko velja tudi za književnosti. Naslanjajo se na druge književnosti in ne v slabem smislu. Recimo tudi sam Petrarka. Pri Petrarki samem je bil koncept imitacijo izjemno pomemben. In ne moramo reči, da je Petrarka kogarkoli oponašal, ne? Bil je izjemno izviren pesnik, ampak vendarle imitacija, ne? Lahko tudi emulacija, se pravi tekmovanje z nekom, ne? To je bilo centralno pri njem. In to velja za cele literature. Recimo, kot sem večkrat povedala, in to ni na mojem zelniku zraslo, to so splošno znane stvari. Tudi rimska literatura je nastala na osnovi emulacije, tekmovanja z grško literaturo. Nič ne more nastati samo iz sebe, ne? In tukaj kakšne pretenzije, kakšne misli o kakšni posebni originalnosti pač, oziroma kakšni izključni, ekskluzivni originalnosti, to pač je nonsens, ne? Mislim, to je kontradikcija sama v sebi, tako da v bistvu vsaka literatura, tudi vsak jezik, ne, se napaja iz drugih jezikov. Vse ti jeziki so si naši, ki jih govorimo, ne, med sabo vsi zelo podobni, ker se napajajo drugih z drugega, ne. Recimo latinščina, ki je bila pomembna za Petrarko, da ne grem preveč stran sicer, je tako pomemben jezik za vso evropsko kulturo, za svetovno kulturo, zato ker pač vsi jeziki se naslanjajo, vsi recimo vsaj zahodni jeziki, kar pomeni evropski v tem smislu, ne zahodnoevropski, ampak jeziki zahodne civilizacije, se pravi evropske, se vsi naslanjajo na latinščino, ne. In tako se pač seveda tudi književnosti naslanjajo na druge književnosti, ne. In dejansko dobiti Petrarko v prevodu, ki je seveda klasik svetovne književnosti, v nek drug jezik, je seveda epohalno dejanje, bi rekla v vsakem primeru. Dobiti pa celoten kanconiere je pa sploh. Tako da v bistvu to odpira nove poti jeziku, književnosti, pač izrazu. Poleg tega seveda, da zapolnjuje neko vrzel, že samo v sebi sistemsko vrzel, ne? Kot bi se temu reklo. Tako da preceniti takšno dejanje je zelo težko, no. Gospod Fišer, temu prevodu ste posvetili tam vsaj dobrih 15 let. Začenši z prevodi, medtem ko sta že omenjena Gradnik in Capuder prevajala predvsem sonete, tudi drugih oblik. Kaj vam je, mislim, sploh si ne znam nujno predstavljati, kaj se 15 let dogaja v življenju enega prevajalca, ko sobiva z enim takim avtorjem, z enim takim delom? No, ta sobivanje pravzaprav pri takem avtorju, kot je Petrarka, je dokaj, ta kohabitacija je dokaj prijetna. Je seveda res, da se pride lahko tudi do trenutkov utrujenosti, ampak v splošnem je pa to vendarle
Ravno zdaj, ko sem malo premišljeval o tem pogovoru, tako sem videl, da pravzaprav moj prvi prevod Petrarke je bil v prevajalskem zborniku objavljen, mislim, da leta 2002. Ja. In takrat je bil prav je bil članek namenjen prav staranju, ne? Ja, staranju in Capudru, Capudru in Gradniku bila sta dva njuna prevoda. Tamle kratko obdelana in na koncu je bil še en moj dodan. Tako da bi lahko rekel, da ni bilo 15, ampak celo 20 let, no, ampak to na vse zadnje je vseeno. Ne vem, tako je, bom rekel, za prevajalca je izvirno besedilo materija, za ki jo mora tolmačiti, jo delati razumljivo, interpretirati. To, kar je za avtorja tisto, kar vidi okrog sebe, to je za nas prevajalce je tekst, resničnost. In potem to delati razumljivo pomeni pa, po mojem je pomanjkljivost prevodov poezije zelo pogosto ta, da se prevaja splošno in informativno in preko nekega filtra, ki tej poeziji sami ni imanenten. Meni se pa zdi, da je ravno poezija, vrednost poezije je ta izrazito nesistemska, osebna, in če ta zven dobiti noter, potem to pomeni, da lahko pesem zafunkcionira, zdaj. To sem pač poskušal delati in s tem sem se ukvarjal vsa ta leta, ker to pomeni mnogo negovanja mentalnega odnosa do besedila, potem pa tudi seveda piljenja in popravljanja. A ste ravno v tem svojem vztrajnem prepričanju, da je treba prevajati v sodobni jezik, skratka v sodobno slovenščino, koliko ste ta jezik posodabljali, koliko sami vidite to kot bodisi arhaizirano, patinirano, kje ste iskali ta jezik, ne? No, prevajati v sodobni jezik, seveda ne pomeni to, da zdaj jemljem jaz te žargon iz Ceste pa Petrarka, to bi bila potem persiflaža, recimo parodija, lahko je čisto zanimiva stvar, ampak to ni prevod. Sodobni jezik pomeni jezik, ki je strukturiran tako in ima leksiko in vse ostalo in sintakso in vse ostalo tako, da nas nagovarja iz neposredne bližine. To se pravi, ta jezik lahko v primerni konstelaciji vključuje tudi vse sorte arhaizme, neizogibno je, da jih vključuje, ker na vse zadnje tu te stvari govorijo tudi o mnogih stvareh, o mnogih mitoloških stvareh in tako, ampak je po moje ključ do umevanja in prevajanje je po mojem privilegiran način umevanja poezije, je ravno razbiranje te striktno osebne, tako rekoč fizične note, ki je v tekstu in nahajanje teh besed, ki imajo to sposobnost življenja. Ne jih iskati nekje drugje, ker tiste so že izgubile precejšen del svoje antropološke prtljage, ampak iskati jih tu. Pa če tudi niso to najbolj pogoste besede in da če tekst spregovori zdaj, potem je to prava stvar. Nič posodabljanja. Ampak ravno to me mogoče zanima, zakaj mi 600-700 let kasneje ta svet, ta Petrarkov svet še vedno razumemo pravzaprav, ne samo beremo, ampak lahko ga tudi razumemo in ga vendarle čutimo za svojega. Kako je to mogoče? Kako prevajalci to naredite? Prvič mislim, da ga čutimo zato, ker govorijo o zelo univerzalnih stvareh. Čutimo še kakšne druge stvari, ki so zelo bolj oddaljene. Recimo beremo epo Gilgamešu in ga nekako razumemo, čeprav ne vemo, kako ga razumemo v primerjavi s tem, kot so ga razumeli sodobniki. Skratka,
človeška komunikacija je vendarle taka, da je univerzalna in da se da pač o vsaki stvari govoriti vedno. Če pa govorimo recimo o ljubezni, kot govori Petrarka, je pa sploh nekaj takega, da se da vedno to razumeti, ne. Poleg tega mislim, da je Petrarka v primerjavi z ostalima, recimo velikima Italijanoma svojega časa bolj univerzalen, če gledamo kanconiere, ne. Recimo Dante je izrazito vezan na svoj prostor, na Firence. Če beremo Božansko komedijo, je seveda to krasna izkušnja, ampak je dosti več, če rečem, te zgodovinske prtljage. Dosti več je nekega konteksta, ki je zelo konkretiziran kontekst. Boccaccio, čisto drugače, seveda, gre za fiktiven kontekst, ne? Bolj fiktiven kot pri Danteju, verjetno, ampak vendarle za en zelo konkreten zgodovinski kontekst, ne? Tudi z realijami, recimo, prav z realijami tudi lahko to vidimo. Petrarka to je dejstvo, je najbolj univerzalen, dejansko, ne? On govori o obče človeških stvareh, govorimo samo o kanconieru, jasno, ne o drugih njegovih delih. Tako da v bistvu mislim, da je to prvi razlog, ne? Zakaj ga razumemo. Drugi razlog torej je ta, da je človeška komunikacija že itak takšna, da se razumemo preko stoletij in to je ena lepota, mislim, da jezika in iznajdba jezika, mislim, da to je nekaj krasnega prav zato, ker omogoča komunikacijo v času, v prostoru, z ljudmi, s katerimi nismo bili nikoli v stiku in ne bomo in tako naprej in seveda so to neskončni časovni in prostorski preskoki, ki si jih z ničemer drugim ne moremo niti zamisliti, ne. Tretja stvar, ki omogoča komunikacijo oziroma da prevode, kot pravite, razumemo, so pa prav dejansko, oziroma da pesnike razumemo, so pa prav prevodi dejansko, ne. Prevodi ne samo v tem smislu, da jih dobimo danes, ampak prevodi v smislu neke kontinuitete in tudi v smislu kontinuitete recepcije. Petrarka nam je blizu, tudi zato, ker je bil sprejet oziroma prevajan tolikokrat v toliko različnih kultur, ki so pomembne tudi za slovensko kulturo. Tako da mislim, da to so tisti filtri, ki dejansko omogočajo, da Petrarka pač dejansko je nekdo, ki nas nagovarja danes, ne. In isto bi sicer veljalo, ne, mogoče v manjši meri, ker govorijo manj o univerzalnih stvareh, ampak tudi, če bi recimo njegova pisma nekatera prevajali, ki so tudi deloma prevedena, ne, iz latinščine. Tudi recimo, ne, sem te dni malo brskala po recimo znanem pismu zanamcem, ne, Posteritati, ki je šlo v Curie, torej reviji klasičnih filologov in ravno tako pač v bistvu ni tako zanimivo mogoče obče, kot je Canzoniere, ampak dejansko stvar, ki nas nagovarja, to je njegova avtobiografija, kratka sicer, ne. Skratka, to so univerzalne zadeve, ki nas po svoji obče človeškosti, bi rekla, nagovarjajo. Gospod Fišer, a je bila kakšna stvar, nočem reči nepremostljiva v smislu prevoda, ampak čemu ste mogli posvetiti največ truda, časa in svoje pač energije, no? Kaj je bilo tisto, kar je bilo najtežje v zvezi s tem prevodom? No, seveda pri takšnih besedilih, ki so imajo svoj izvor pred mnogimi stoletji, je normalno, da tu prihaja do stvari, ki jih je treba najprej primerno razumeti. Seveda je Petrarka izdatno komentiran, tako da s tem načeloma ni problema, kvečjemu je problem, da se ti komentarji mestoma nasprotujejo, pa je treba se potem tudi odločiti, kateri je zame kot prevajalca bolj produktiven. Ne, kje se mi zdi, da več dobim. To je zelo recimo lahko tudi cinično, ne, ali pa pragmatično stališče, ne, ki me več da. Ne, recimo mogoče enemu učenjaku da več eno tolmačenje, meni kot prevajalcu da več neko drugo tolmačenje, ker se mi zdi, da bo tudi neogibno prihaja do razdalje. Ne. Zame je dragoceno, da stvar v slovenščini dobro živi. Ne. Če tudi mogoče je to samo ena od variant. Jaz ne moram v prevodu posvojiti vseh interpretativnih variant. Lahko ponavadi samo eno. Včasih dve, ampak to je že redko. Drugače pa, kako bi rekel, se ne vem, kaj je težko, ne? Hočem reči, tu seveda pridejo zagate, ki so navsezadnje tudi lahko vezane na lapidarnost pesniškega izraza, ne, kjer je včasih preprosto zelo težko dobiti vse tisto, kar ima izvirnik neko vendarle omejeno, čeprav sem jaz pri tem nekoliko bolj toleranten, ampak vendarle omejeno število črk in zlogov. To je težko, ampak rekel bi pa, da najbolj zahtevno, ne, najbolj pa zahtevno pa ni tisto, kar je zares težko, kjer je treba posebej visoko skočiti. Ampak je dobiti tisti, vsaj tako jaz razumem,
dobiti tisti fluid, ki ta krvni obtok, ki je spodaj, rekonstruirati skratka eno shemo generiranja pomena, ki ga ima izvirnik, kjer se iz nekega podtalja napaja ta vizualna, zvočna, senzorna podoba besedila in to paralelo narediti tako, da bi stvar spregovorila slovenskemu bralcu, da se dobi tekst, ki je hkrati tu in tam. Skratka, z eno besedo, to je seveda nemogoče, ampak pač temu se poskušamo približati. Potem bi vaju pa jaz mogoče za konec prosila samo še vsakega od vaju za en nasvet neki mladi osebi, ki si misli, joj, pa to je en 600 let star špeh. Kaj naj jaz s tem počnem, jaz ne bom nič razumel. Ne? Kakšna so navodila za branje? Moja navodila za branje so, zdaj seveda se bojim, ne vem, če bom s tem v kakšno pomoč temu domnevnemu mlademu človeku, mlademu ali pa tudi ne mlademu konec koncev. Včasih so rekli profesori, ne boj se in ne sovraži, to so rekli matematiki. Mislim, da je bil to moto ene Križaničeve knjige. Ne boj se in ne sovraži, skratka knjiga govori o stvareh, ki nas vse zanimajo. Pusti se voditi tekstu, pozabi, da bereš klasiko, pozabi, da bereš stvar, ki je mnogo stoletij stara, pozabi, da bereš neko stvar, ki je zaprašena. Ni zaprašena, smo pobrisali prah. To se pravi, in pusti in potem pozabi tudi na vse zadnje, da bereš poezijo. Ni treba nič dodajati. Treba je samo iti po tekstu, tipati te besede in pustiti, da te vodijo one. Bi še kaj dodali? Absolutno, torej zelo, zelo se strinjam. Jaz bi tudi rekla samo odpri knjigo in poskusi. Najlepša hvala za brisanje prahu, za ta prijeten pogovor in hvala vam za pozornost.